Podobe znanja. Pravijo, da je Aleksander Veliki, ko se je odpravil na bojni pohod proti Perziji, spal z izvodom Iliade pod svojo blazino. Očitno je makedonski vojskovodja iz Homerjeve obdelave zgodbe o Ahilu pred obzidjem Troje črpal voljo, navdih, odločenost, vse tisto, skratka, kar je na čisto subjektivni ravni potreboval, ko je ustvarjal svoj orjaški imperij. Ta drobna zgodovinska anekdota precej jasno kaže, kako visoko so stari Grki uopće cenili Homerja. Postavili so ga na sam vrh Parnasa. To niti ni posebej presenetljivo, čeprav, kot vemo, tudi Hesiod, Pindar, Sapfo, Aeschyl, Sofokles in Euripid niso ravno od muh. No, bolj nenavadno pa je, da je legendarni avtor Iliade ter Odiseje tam, v središču literarnega kanona, torej, ostal naslednjih 2500 let. Kako je mogoče, da se svet sicer stalno spreminja, Homerjevi epski pesnitvi pa vsem političnim, gospodarskim, kulturnim in verskim pretresom oziroma preobratom navkljub mirno vztrajata v samem jedru ne le grške, ampak tudi evropske in celo svetovne književnosti? To je vprašanje, spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci, ki nas bo zaposlovalo v tokratnih podobah znanja, ko pred mikrofonom gostimo filozofa in komparativista, predavatelja na oddelku za filozofijo ljubljanske filozofske fakultete, prejšnji mesec pa tudi prejemnika uglednega Šumijevega priznanja za obetavne mlade raziskovalce, doktorja Blaža Zabela. Naš današnji gost se je namreč v zgodovini branja, interpretiranja in simbolnega valoriziranja Homerja posvetil že v svoji doktorski dizertaciji, ki jo je pred kakimi 6 leti obranil na ugledni britanski univerzi v Durhamu. No, prav zdaj pa piše še knjigo, monografijo, v kateri bo strnil in nadgradil spoznanja o, pogojno rečeno, homerologiji, do katerih se je dokopal med svojim doktorskim študijem. Nekaj svojih uvidov o Homerju in homerologiji bo tja do 17. ure delil tudi z nami. Spoštovani gospod Blaž Zabel, lepo pozdravljeni, dober dan in seveda iskrene čestitke ob Šumijevem priznanju. Dobar dan, hvala za povabilo in hvala za čestitke. Zdaj, k Homerju in njegovima pesnitvama je mogoče pristopiti z zelo različnih problemskih izhodišč. Lahko se na primer zaposlimo z razbiranjem, realnega historičnega ozadja, ki je v bolj ali manj zabrisanih sledovih vpisano v Iliado in Odisejo. Problematika nam prav tako lahko služi kot odskočna deska za premišljevanje o konceptu avtorstva, saj je skoraj gotovo, da je Homer bolj mitološko-legendarna, kakor pa historično-resnična figura. Lahko se na primer ubadamo s specifičnimi narativnimi strategijami, ki so se razvile v starogrškem epskem pesništvu, pa še in še bi lahko naštevali, kaj ne? No, vi pa se posvečate vprašanju zgodovine, akademske zgodovine recepcije Homerja in načinov, kako se je ob različnih branjih Iliade in Odiseje skozi zadnjih 300 let in še malo oblikoval ter preoblikoval koncept svetovne literature, svetovnega literarnega kanona. Pa se sprašujem, odkot pravzaprav vaše zanimanje za to na videz malo pomembno problematiko? Ja, te teme sem se pravzaprav lotil zato, ker me je vedno begalo eno vprašanje. In sicer zanimalo me je, kako je mogoče, da ima književnost lahko pridobi različne identitete. A ne? Zanima me, zakaj literarna dela povezujemo z različnimi časi, z različnimi prostori, z različnimi skupnostmi, naprimer, na kakšen način sploh literarno delo pripada jeziku. In zdi se mi, da je razmišljanje o tem, kako so ljudje brali Homerja in kako so ga interpretirali, odličen način, da poskušamo odgovoriti na to vprašanje. A ne? Če pomislimo, Homer, tako kot ste izpostavljali, ne, tudi v vprašanju, pravzaprav zgodovinsko gledano zelo težko ali pa praktično ne pripada nekemu specifičnemu kraju ali prostoru. A ne. Naprimer,
Izmenjali ste avtorstvo, ne vemo, ali je bil Homer en pesnik, ali jih je bilo več. V današnjem času smo skoraj prepričani, da je verjetno sta oba epa nastala kot del ustnega izročila. Če govorimo o kraju nastanka, nismo sigurni, kje točno je ta ustna tradicija bila. Morda je bila pod vplivom babilonske književnosti. Naprimer, antični pisec Lukijan se celo šali, morda do neke mere upravičeno, da bi lahko Homer bil Babilonec. Ko razmišljamo o tem, kakšen jezik sestavlja Homerja, ugotovimo, da ta jezik nikoli ni zares obstajal. Gre za neko kompozicijo oziroma nek konglomerat različnih zgodovinskih dialektov, lokalnih dialektov, ki so se potem skupaj sestavljajo to, čemu rečemo pravzaprav kar homerski jezik, ker je neka specifična oblika stare grščine. In pa čist časovno gledano, absolutno ne vemo, kdaj sta ta epa nastala. Nekateri jih postavljajo v čas od 10. do 8. stoletja pred našim štetjem. Vemo, da sta bila zapisana v času Pejzistrata v 6. stoletju, to je bil vladar v Atenah, ampak tega zapisa ni ohranjenega. Imamo neke fragmente aleksandrijskih kritikov, ki so v aleksandrijski knjižnici, torej v času helenizma, kritizirali, spreminjali, sestavljali različne verzije Homerja v eno pesnitev. In naprimer najstarejši dejanski zapisi Homerja pa so tam nekje iz 9. 10. stoletja našega štetja, torej v srednjeveških rokopisih. Naprimer tak najbolj slaven je Venetus A, ki ga hrani knjižnica v Benetkah in je nekako velja za tak nekoče najbolj reprezentativen rokopis za Iliado. Tako da, ko se potem sprehajamo skozi to zgodovino interpretacij in branja in interpretacij Homerja, se lahko vprašamo tudi to vprašanje, torej kako Homer postane evropski pesnik, naprimer, ali kako postane neko temeljno delo svetovne književnosti, ali pa na kakšen način postane temelj antične književnosti. Skratka, načine, na katere pripada različnim prostorom, časom in skupnostim, načine, na katere dobiva neko svojo identiteto, je tisto, kar v bistvu mene zanima in kar lahko nekako raziskujemo in vidimo skozi zgodovino tema, ker ste lepo rekli homeroslovja. Če vas torej dobro razumem, dr. Zabil, hočete reči, da Homer obstaja kot grški Homer, Homer za Grke, recimo te današnje moderne Grke, ki seveda vidijo v njem začetnika svoje književnosti, ampak ravno tako obstaja Homer za nas Slovence kot Evropejce in ko razmišljamo Slovenci o sebi kot o Evropejcih, potem rečemo, Homer je vendar naš začetnik, da si ravno seveda ni pisal v slovenščini, ampak ga je v slovenščino pripeljal šele Anton Sovrek. Ja, tako nekako, tako. Skratka, Homer se mi zdi, da je zelo dober primer za nekaj, kar bi rekel, da verjetno velja tudi za književnost širše, in to je to, da je neka moč in uporabnost in vrednost književnosti ravno v tem, ko bralec najde neko relevantnost, neko povezavo z določenim literarnim delom. In način, na katerega se pa ta povezava vzpostavi, ali pa način, na katerega so pa literarna dela za bralce relevantna, so pa pogosto povezana z različnimi identitetami in z različnimi načini, kako v bistvu mi sploh razumemo neko literarno delo. Torej, a je Homer antično delo, a je naše delo, a je mogoče babilonsko delo. Vse te interpretacije, vse te ideje nekako govorijo o tem, kakšno vrednost ima Homer za nas. In v tem kontekstu moramo vprašati seveda najbolj zagonetno vprašanje. Zdaj, da je Homer lahko nagovarjal pogane v Grčiji in starem Rimu, lahko razumemo. Zeus, Atena, Ares, bogovi, torej, ki se pojavljajo v Iliadi oziroma v Odiseji, so tisti isti bogovi, v katere verjamejo stari Grki, mutatis mutandis stari Rimljani. Ampak od konca antike dalje se v sredozemskem bazenu vzpostavijo kulture, ki pravzaprav
nehajo verjeti v množstvo bogov, uniknejo torej kulture, ki so monoteistične, na severnih obalah seveda je to krščanska Evropa, na južnih obalah je to islamski kalifat. Temu navkljub, Homer ostane upoštevanja vreden avtor in ko se srednji vek umakne zgodnjemu novemu veku, se zdi, da Homerjeve delnice v narekovajih rečeno samo še zrastajo. Vi trdite, da ob koncu 18. na začetku 19. stoletja pravzaprav Homer doseže tiste vrste slavo, kakršno je malodane užival 2000 let pred tem. Kako je to mogoče? Kakšne intelektualne operacije so bile potrebne, da so avtorja, ki je strogo po črki zakona heretik, ki ni enobožec, da ga je evropska kultura pravzaprav si tako trdno prižela k prsim. Ja, to ste zelo dobro locirali v ta čas zgodnega novega veka, torej v času nekje pozni srednji vek, zgodni novi vek se vzpostavi oziroma in kar postane prevladujoča ta ideja, da evropska kultura v bistvu temelji na dveh temeljih. En temelj je seveda krščanska tradicija, drug temelj pa je antična tradicija, predvsem iz nekega vidika kulture. In ker je bil Homer praktično najpomembnejši pesnik za vse ostale antične, ne samo pesnike, ampak tudi mislece, intelektualce, pravzaprav kdorkoli, ki je karkoli poskušal delovati v nekih javnih funkcijah ali kakorkoli se postaviti na zemljevid antike, je dodobra poznal Homerja. Se v tem trenutku potem nekako Homer postane tudi temelj zahodne evropske kulture. Torej skozi to recepcijo, da je antika v bistvu, da je bil Homer tako pomemben v antiki in posledično postane temelj tudi za Evropo. Zdaj, ko ste pa omenjali 18. in 19. stoletje, kar se zgodi na tej točki, pa se vzpostavi nek nov način razumevanja antične književnosti, ki je zelo pomemben, predvsem za današnji čas in v bistvu za zgodovino, za celotno 19. in 20. stoletje. In to je, da se vzpostavi znanstven način preučevanja antične književnosti. In metode in pristopi, ki jih razvijajo v tem času klasični filologi, klasična filologija nekako postane tudi univerzitetna veda, znanost, nekateri izmed teh pristopov so še danes v bistvu v uporabi in v bistvu so temelj sodobnega razumevanja antične književnosti, seveda tudi Homerja. Mogoče dam samo en primer, Tak primer je naprimer tekstna kritika. Takrat je bila razvita, v zgodnjem 19. stoletju so filologi razvili način, kako iz te kopice rokopisov srednjeveških, ki ohranjajo antično književnost, se pa nekoliko med seboj razlikujejo, kako jih v bistvu zdaj preučiti, zbrati, preučiti, preštudirati in pripraviti neko verzijo besedila, ki je mogoče najbolj ustrezna za to, da jo beremo tudi v današnjem času. In metode tekstne kritike so še danes temelj filologije, še danes se v bistvu kar naprej izdajajo nove tekstne kritike in naprimer nedavna, taka zelo provokativna tekstno-kritična izdaja Odiseje je mlajša kot 10 let, napisal je zelo slaven angleški filolog Martin West, in je predstavil kar nekaj sprememb v samem besedilu, ki so seveda razburali filologe in tako naprej. Ampak vidimo, da nekatere te metode ostajajo še danes v bistvu temelj za branje antičnih besedil. To znanstveno delo je seveda obrodilo svoj sad tudi v tem, da je seveda Homer skozi velika vrata stopil v splošni izobraževalni kurikulum. Zaradi tega se na vse zadnje tudi danes pri gimnazijskem pouku slovenščine zgodovina književnosti malo da ne začne s Homerjem, kaj ne? V prvem letniku dijaki in dijakinje dobijo Iliado in Odisejo v branje, ne? Ampak saj vemo,
nikoli ne beremo literature samo kot znanstveniki, ki zasledujejo neke cilje objektivne resnice. Ne? Kot bralci smo vedno poklicani, da stopimo v nek intimen odnos s tekstom in se sprašujemo, kaj pravzaprav to besedilo govori meni, kaj mi pove o naravi tega sveta in človekovem položaju v njem, ne? Katere so večne in nespremenljive resnice o naših krepostih in naših slabostih, o nasilju in lepoti, o nebesih in peklu, ne, kot bi rekel Prešeren. In se sprašujem, na kakšen način so filologi in drugi bralci v 18. oziroma 19. stoletju, ki so se tako navdušili nad Homerjem, da so nam ga pravzaprav podtaknili v šole 21. stoletja, ne? Na kakšen način so oni brali Homerja, da se jim je zdel tako relevanten? Samo zato, ker je bil prvi? Dvomim, da je to dovolj prepričljiv razlog, ali se pač motim, dr. Zabel? Ja, Homer je vedno bil en tak testni primer, bi rekel. Bil je nekak izvor, jedro oziroma besedilo, na katerem smo se lahko naučili različnih načinov branja, različnih pristopov, metodologij in pristopov do besedil. Gotovo poznate, a ne, to idejo, da je latinščina tisti jezik, ki se ga naučimo zaradi tega, da se naučimo, kako jezik sploh deluje. A ne. Podobno je bil tudi Homer, pravzaprav tisto besedilo, s katerim smo se naučili, kako sploh interpretiramo katerokoli besedilo. A ne. Tako nekako so v 18. in 19. stoletju izpostavljali pomen Homerja. A ne. Dajmo vzeti Homerja, se na podlagi homerskih epov naučimo, kaj sploh je literarna veda, kaj sploh je tekstna kritika, kaj sploh je interpretacija besedil, in potem, ko bomo to znali, bomo lahko interpretirali katerokoli drugo besedilo. Ampak istočasno, ko se je to dogajalo, se pravi to pozorno, natančno, pedantno branje Homerja, in so se generacije študentov šolale pravzaprav misliti ob pomoči branja Homerja, je seveda številne učene glave na stari celini zaposlovala misel, ki jo dolgujemo velikemu nemškemu romantičnemu pesniku Goetheju, da namreč obstaja nekaj takega, kot je svetovna književnost. Da obstaja en sam planet, eno samo človeštvo, in da so najbolj imenitna literarna dela z vseh 4 koncev sveta, če jih postavimo eno poleg drugega, pravzaprav kanon nečesa, kar smemo označiti kot svetovna književnost. In celo v kontekstu te književnosti, svetovne književnosti, naj bi Homerju pripadalo prav posebej odlikovano mesto. Zakaj? Ker je tako dober, ali ker je evropska civilizacija, tako so nemara mislili v začetku 19. stoletja, pa vendarle malce boljša od vseh tistih drugih v Aziji ali Afriki? Ja, to je zelo zanimivo, kompleksno, res težko vprašanje. Diskurzi o svetovni književnosti seveda imajo svojo predzgodovino, v današnjem času pa jih večinoma povezujemo z razmišljanjem o globalizaciji. Ne? Torej, ko enkrat postane svet globaliziran, povezan, enoten, takrat upravičeno se lahko vprašamo, ali je ta kanon tradicionalen, kakor ga poznamo, na začetku katerega stoji seveda Homer, ali res reprezentira, predstavlja svet v tej svoji celovitosti. In to je eden izmed velikih problemov, s katerim se sooča svetovna književnost, oziroma se soočajo raziskovalci svetovne književnosti, diskurzi okrog svetovne književnosti. Je pa Homer, sam menim, zelo pomemben za razvoj teh vprašanj in diskusij,
Kajti prav na podlagi raziskovanja in razmišljanja in interpretacij Homerja so se dogodile nekatere zelo temeljite spremembe pri razumevanju tega, kaj tvori svetovno književnost. Tukaj lahko dam na primer en primer. Nekje med obema svetovnima vojnama je ameriški homeroslovec, torej raziskovalec Homerja, klasični filolog Milman Parry, postavil eno zelo prelomno tezo in jo tudi zelo prepričljivo dokazoval, in to je, da sta verjetno, skoraj gotovo, oba homerska epa po svojem izvoru del ustnega pesništva. Torej, da sta nastala skozi neko ustno izročilo. In takrat se je seveda na njega vsul cel plaz kritik. Po drugi strani pa so se pojavili tudi glasovi, ki so rekli, če je Homer tak pomemben avtor zahodnega kanona ali pa svetovne književnosti na splošno, če je bil v svojem izvoru del ustnega izročila, ali ne morajo tudi ostale tradicije, naprimer poznamo zelo bogato afriško ustno epiko, zakaj smo pa v bistvu samo zato, ker so te tradicije ustne, jih nekako izločamo iz razumevanja svetovne književnosti. No, mogoče še ena zanimiva stvar, Milman Parry je na to idejo pravzaprav prišel pod vplivom enega našega raziskovalca, Matije Murka, ki ga je spoznal leta 1928 v Parizu in kjer mu je Matija Murko potem predstavil to svojo idejo, ki jo je razvil medtem, ko je preučeval južnoslovansko ustno epiko. Torej, da je tukaj neka povezava med Homerjem in južnoslovansko ustno epiko, in to je potem v bistvu tudi napeljal Milmana Parryja, da je naprej razvil to teorijo, nekako se spoznal za Murkovim delom. Murko je te ideje postavil že pred Prvo svetovno vojno. In potem leta 1934 dejansko tudi šel za dobro leto živeti v Dubrovnik in snemati in raziskovati te pevce. Fascinantna podrobnost iz literarne zgodovine, ampak ko ste prej, dr. Blaž Zabel, omenjali zahodnoafriško epsko pesništvo, ki je zelo bogato, o tem ni res nobenega dvoma, se sprašujem tole, kolikor razumem, v deželah, kot so Mali ali Burkina Faso, Sundžato, veliki epo v ustanovitvi Malijskega imperija, pravzaprav res poznajo vsi, ker je pripovedovanje zgodb iz tega epa sestavni del dela tako imenovanih džalijev, potujočih pevcev in varuhov kolektivnega spomina v Zahodni Afriki. Figura, ki je zelo podobna tej homerski podobi potujočega slepega pevca, ki orakelsko izreka velike resnice o človeku in njegovem položaju v svetu. Zdaj, pri nas, če tudi seveda ob vsaki priložnosti zatrjujemo, kako je Homer velik, pomemben in nenadomestljiv, priznajmo, morda v gimnaziji preberemo kak spev iz Iliade ali Odiseje, v celoti prebrati Homerja pa je podvig, ki večino sodobnih bralk in bralcev precej presega. Ali je zaradi tega v resnici njegov položaj v osrčju kanona evropske ali svetovne književnosti pravzaprav ogrožen? Ne mislim, da je položaj Homerja v svetovni književnosti ogrožen. To mislim, da dokazujejo številni novi prevodi, ki se pojavljajo po celem svetu. Homer je eno izmed najbolje prevajanih literarnih del, verjetno za Biblijo takoj. Praktično v katerkoli jezik se rodimo, kjerkoli jezik je naš materni jezik, bomo imeli vsaj nekaj drobcev Homerja na voljo, ga bomo lahko prebrali. Obkroža nas Homer tudi skozi različna druga literarna dela. Torej, številni avtorji svetovne književnosti nekako se obračajo k Homerju, referirajo, se intertekstualno navezujejo na Homerja. Tukaj lahko omenimo na primer
nekega res kanoničnega pesnika karibske književnosti Derricka Walcotta, ki je napisal ta sloviti ep Homeros, ali pa naprimer Borgesa, južnoameriškega pisatelja, ki je tudi bil zelo pod vplivom, oziroma se je zelo cenil Homerja in pisal eseje o Homerju. Tudi blizu nas, naprimer, Ismail Kadare napiše roman Dosjaha, ki je nekako ponovno reinterpretacija zgodbe o Milmanu Perju, ki sem jo ravno pred časom omenjal. In seveda, Homer se zelo veliko pojavlja tudi v popularni kulturi. Kakor vem, bo v kratkem prišel na platna film Christopherja Nolana o Odiseji. Tako da tudi, če morda bralci mlajši ne preberejo Iliade in Odiseje v celoti, so v bistvu ves čas nekako v stiku skozi različna druga literarna dela ali pa različne druge kulturne dele našega življenja. Se mi zdi pa, da je to na nek način tudi vedno povabilo v to, da pa vse nekdo pa prebere Iliado in Odisejo v celoti. Torej, morda nas lahko film pritegne, da se le podamo v to nalogo in preberemo vseh 300 strani Odiseje, na primer. Če čisto osebno in nekoliko neznanstveno vprašanje, doktor Zabel, ampak me vseeno zanima, kakšen je bil vaš prvi vtis ob branju Homerja. Zdaj ste ga seveda najbrž pridihali že velikokrat, ampak ali ste njegovo silovito, literarno, pesniško, pripovedno moč začutili takoj ali ste potrebovali nekaj poizkusov, da ste podlegli njegovim čarom? Ja, jaz sem se prvič prebral Homerja predvsem zaradi izjemno zanimive zgodbe. Torej, čist narativno me je zanimalo, kaj se bo zgodilo. Blazno zanimiva mi je bila ideja Trojanske vojne, blazno zanimiva so mi bila Odisejeva potovanja. In moj prvi stik, že zelo dolg časa nazaj, z Homerjem je bil gotovo podoben kot branje kakšnega romana. Je pa res, da sem potem v bistvu za časom ugotovil, kako globok in pravzaprav kompleksen in večplasten je Homer. Torej, kako lahko v bistvu vsak vers praktično, vsak odlomek preberemo večkrat in v njem najdemo zanimive vidike, ga lahko reinterpretiramo ponovno, ob tem, ko berem naprimer različna dela sodobnih filologov, ki prebirajo Homerja že 2500 let, je res neverjetno, kako lahko vsak nov članek ali pa znanstvena monografija o Homerju pritegne iz besedila nek nov vidik in nek nov pomen. Boljšega povabila k branju Homerja tako rekoč ne more biti. Doktor Blaž Zabel, najlepša hvala seveda za tale intriganten pogovor in za vsa pojasnila. Hvala za povabilo. Vam, spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci, pa seveda najlepša hvala za pozornost. Srečno! Podobe znanja. S tem smo prišli do konca tokratnih podob znanja. Gost pred mikrofonom je bil dr. Blaž Zabel. Oddajo, ki lahko prisluhnete tudi v obliki podcasta ali jo poiščete na spletni strani programa Ars, sem pripravil in vodil Goran Dekliva, zvočno pa jo je oblikoval Robi Markoč.